bistvu nisem hotel narediti takšnega uvoda in precej neroden je, če ti avto odpove. Še posebej takole nekje sred divjine, tukaj v bistvu tudi signala nimam, da bi koga poklical. Mislim, sklepam, da je neroden, če ti avto odpove. Meni je samo gledam ta 2,8 litrski motor. Vsi vemo, da Land Cruiser ne crkne. Ampak sem vas, ne? A veste, koga sem pa še mnogo bolj? Zaposlene na Toyoti Slovenija. Sem prepričan, da so zdaj panično sklicali krizni sestanek. Ampak se vsi skupaj lahko pomirimo. Vse pod kontrolo. Je pa res, da sem nekje v divjini in tle okrog je en kup medvedov, tako da moram malo paziti, da me kakšen vse ne uščipne v rit. Inač, gremo na začetek zgodbe. Šest let nazaj smo se s Toyoto RAV4 potepali po Albaniji. Totalno huda dogodivščina, v bistvu si reportažo lahko pogledate na volan.si. Takrat se mi je malo zamerila edina pot v dolino Tet, ki je bila komaj prevozna. V bistvu smo dvakrat prečkali reko in se komaj privlekali do cilja. Zato imam zelo neporavnane račune in sem rekel, letos jo pa napademo z Land Cruiserjem. Bo ona že videla. No, so jo pa v tem času prenovili in asfaltirali kompletno celo. Tako da bi se zdaj lahko super peljal tam čez. In smo zamenjali lokacijo, pravzaprav kar celo državo. Zdaj smo v Romuniji. In sem že našel prvi makadam. Kakšna luža. Joj, bodo moji jezni, ko bom pripeljal nazaj čisto umazan avto. Ampak tole je toliko bolj zabavno, kot pa vožnja po avtocesti. Čeprav moram dodati, da se v bistvu Land Cruiser tudi na avtocesti zelo dobro počuti. Pri 130 na uro niti piš vetra, ni premočan, edino ta pokončna šipa spredaj, kar fino nabira mrčes. Moram dodati mogoče tudi to, da imajo Romuni precej dobre avtoceste, prometa niti ni zelo veliko, avtoceste so relativno nove in pa tudi cestninni. Je pa treba kupiti vinjeto, stane 5,5 € mesečna. Priporočam pa, da jo kupite kar na bencinskem servisu, preko spleta bo 2 ali pa 3-krat dražja. Sicer ima pa Romunija veliko znamenitosti in naravnih lepot, pod katere je štejem tudi ceste, čeprav zares niso naravne, ampak pri volanu jim njih ne moramo. No, se pa voziš po naravi, evo. Vsem pa moram malo paziti na medvede, ker jih imajo v Romuniji več kot 10,000. Čeprav mi videli nismo še nobenega. Luža! Ok. Si pa težko za takšno pot predstavljam boljši avto, kot je Land Cruiser. Mislim, se jaz sem mal trapast. Spet sem najdel lokacijo, kjer so ziher medvedi, glede na to, da sem tamle videl tablo. Je pa res, da tamle čez gledam tudi kravice in upam, da bo prej napadel kakšno od njih, ne pa mene. Kakorkoli. 4 potujemo s tem avtom, skratka cela družina in nismo imeli nobenih posebnih težav, spraviti vso robo prtljažnik in tudi za nas je bilo dovolj prostora. Verjamem, da vas to posebej ne preseneča, ker je avto vseeno dolg skoraj 5 metrov, ampak po drugi strani je tole v osnovi hudo terensko vozilo, ne pa družinsko naravnan, zelo prostoren križanec. Pa je šlo brez težav. Moram prtljažnik pohvaliti zato, ker je lepo oglat, pa precej visok in je zato zelo uporaben. Čeprav ga ta moment niti nočem pokazati. Tukaj zadaj sta pes in mačka, mislim moja otroka, ki se velikrat obnašata kot pes in mačka, sedela dovolj narazen, da smo nekako brez težav preživeli prvi del poti. Preko Madžarske smo se najprej odpeljali do mesta Turda, vmes smo sicer enkrat prespali, ampak to pomeni, da je za nami že okrog 1100 km poti. Vem, da Land Cruiser ne boste kupili samo zato, ker je tukaj zadaj noro veliko prostora, povem pa vseeno. In tile materiali so takšni, da se jih da fino obrisati, zaenkrat še vse skupaj nekako dobro zgleda. Vem pa, da bo na koncu poti vse zapacano. In kdo bo pucal? Ja, jaz.
Prva zanimiva točka, ki jo lahko priporočam, če se boste odločili raziskovati Romunijo, je rudnik soli v mestu Turda. Precej bizarna stvar, ker je noter kar igrišče za otroke, pa jezerček, da se s čolnčki lahko pelješ. Je pa rudnik zaprt že okrog 150 let, v smislu, da zdaj ne kopljajo več soli in je odprt v bistvu samo za nas turiste. Precej zanimiva stvar vseeno, ker se spustiš 112 metrov globoko pod površje, pa notranja temperatura je med 10 in 12 stopinjami, kar hudo paše v teh dneh, ko imamo tukaj skozi 37 stopinj. Mislim, večino dneva, potem pa kar od nekod prinori nevihta, zadnjič je podrla ne vem koliko drevja in se potem ozračje ohladi. Meni paše. Ko boste ravno na tem koncu Romunije, priporočam še obisk mesta Šegešvar, kjer se je rodil grof Drakula in je pod UNESCO. Pa ne zaradi tega, ampak zato, ker je mestece res simpatično, z gradom na vzpetini in z mnogo prijetnimi restauracijami. Za večerno sprehajanje je Šegešvar skratka zelo prijeten. Evo jo, lep pozdrav z najbolj znane ceste v Romuniji in v bistvu ene najbolj znanih na celem svetu. Transfagarašan. To je druga najvišja cesta v Romuniji, gradili so jo med leti 1970 in 1974, seveda po ukazu Nikolaja Čaušeska, kot odziv na invazijo Čehoslovakov nekaj let predtem, pa so potem hoteli imeti hitro vojaško povezavo odkole čez gore. Vem, dolgočasna statistika. Se pa cesta dvigne na več kot 2 jurja višine, pogledi okrog so totalno nori in dejansko je totalno huda tudi ta cesta s svojimi neštetimi zavoji, ki izgledajo, kot da se je nekdo potrudil narediti vse skupaj čim bolj vozniško uživaško. 6600 ton eksploziva so potrebovali, ko so jo gradili, uradno je umrlo pri gradnji 40 delavcev, neuradno pa še veliko več. Kakorkoli, vsem skupaj hvala za ta neverjeten gradbeni dosežek. Pred leti sem se že vozil po tej cesti Transfagarašan in to s precej dinamičnim avtomobilom, ampak je bila takšna megla, da nisem videl niti 50 metrov naprej. Danes imam malo več sreče, sicer vmes malo pada dež, tudi lovi me megle z doline gor, ampak zaenkrat je vse pod kontrolo, tudi z dronom sem uspel kar veliko leteti, tako da si lahko pogledate te lepe posnetke. Jaz vam pa ta čas lahko povem kakšno stvar še o tej cesti. V bistvu je Transfagarašan dolga 150 km, seveda ni vsa tako lepa kot tale del tukaj, ki je daleč najbolj zanimiv. Vmes se boste peljali skozi najdaljši predor v Romuniji, dolg je malo manj kot 1 kilometer, na drugi strani vas pa potem čaka lep pogled na jezero Baleja. Je pa Transfagarašan običajno zaprta od oktobra pa do konca junija, tudi to upoštevajte, ko boste planirali svojo pot, da se ne boste obrisali pod nosom. Razgledi pa nima smisla, da jaz čakam, sami jih pogledajte. Ko smo se naveličali gora, hudih cest, nore narave in podobnega, je spet prišel čas, da obiščemo dom Drakule. Nekaj ur proč od ceste Transfagarašan je namreč grad Bran. No, če smo že obiskali mesto, kjer se je rodil grof Drakula oziroma Vlad Tepeš, pa še grad, kjer je bil. Tole je najbolj turistična točka celotne Romunije. 3000 ljudi pride sem vsak dan oziroma milijon na leto. Zgleda kar hudo, ne? Grad stoji na pečini in je že zunaj za pogled totalno hud. Tudi znotraj je zanimiv, ampak precej manjši, kot sem pričakoval. Zmotilo me je v bistvu edino to, da je turistov res noro veliko, na vsakem koraku je prava gneča.
Mi smo vzeli ogled z vodenjem in tega priporočam, da boste sploh izvedeli kaj več o zgodovini gradu in njegovih prebivalcih, tudi to, od kod in od koga sploh navdih za poimenovanje Vlada Tepeža kot grofa Drakula. Me ne preseneča, da je grad tako priljubljen, je v bistvu res zanimiv. Tale prehod sta pa slučajno odkrila dva delavca, ko so prenavljali vse skupaj, ker sta se skregala stepla in je en porinil drugega tako močno v steno, da se je naredila luknja in so našli tale skriven prehod. Brez obiska Bukarešte ne gre. Glavno mesto Romunije ima le nekaj manj prebivalcev kot cela Slovenija, kar pomeni, da v njem živi skoraj 10% vseh Romunov. Je kulturna prestolnica in mesto z najdaljšo ulico na svetu. Bulevard Uniri ima kar 3500 metrov, kar je skoraj dvakrat toliko kot pariški Champs-Élysées. In tukaj je tudi ena največjih in tretja najtežja stavba na svetu. Parlament oziroma Palace of Parliament. Če boste brskali po internetu, boste opazili, da je tole druga največja upravna stavba na svetu. Večji je še Pentagon, pravzaprav je to tretja največja stavba na svetu, ker jo je leta 2019 prehitela še ena upravna stavba na Kitajskem. Ogled ni prav poceni, traja kakšno uro, v tem času si boste ogledali pa samo 2% celotne površine, ampak ogled vsekakor priporočam. Malo zanimivih dejstev, ki vas bodo sigurno posedli na zadnjico. Z gradnjo so začeli leta 1983 in končali leta 1989, se pravi takrat, ko se je zaključil tudi komunizem v Romuniji. 20.000 delavcev jo je gradilo v 3 izmenah, ima 1100 sob, od katerih je približno 70% permanentno zaprtih, za elektriko pa letno porabijo 6 milijonov evrov. Skupna površina 365.000 kvadratnih metrov. Stavba ima 12 nadstropij in je več kot 200 metrov dolga, pa več kot 200 metrov široka. Pa spodaj so rovi, ampak teh pa si ne boste mogli pogledati. Baje vodijo samo par 100 metrov daleč, če bi imel gospod Čevšesku takrat več časa, bi jih pa speljal vsaj do letališča ali pa še kam dlje. Ok, Bukarešte ne smete zapustiti brez obiska njihovih term. Vem, mogoče ste podobni meni, pa vam terme niso posebej všeč, no te vam bodo, ker so totalno hude in noro velike, v bistvu z največjim kompleksom toboganov v Evropi. 17 jih imajo tamle zadaj, skupna dolžina 1700 metrov. Če imate mularijo s sabo, jih je nujno treba sprobati. Evo, mi smo se jih lotili zgodaj zjutraj, ko je še totalen mir in nikjer nikogar, se pa pol folka nabere, seveda. Evo, pokaže ta posnetek. No, kaj sem rekel? Masaže, noro velik bazenov, igrala za otroke ali pa za te velike otroke, pa v bistvu celo največja pokrita plaža v Evropi, ki ima 30.000 kvadratnih metrov površine. Tukaj vam ziher ne bo dolg čas, jaz že vem, da nam sigurno ne bo. Pa fino je, da v določen del terem mularija ne sme, da imajo potem starši malo miru. Zdaj pa sam še ženo najdem, lahko da se skriva za katerim od teh 1500 dreves, ki jih imajo tukaj noter, ali pa je v kateri od 13 ogromnih savn. No, ali pa kaj pa, če se grem jaz rajš vršt v bazen, ali pa na tobogan, dokler še ni veliko folka, ker take priložnosti človek nima prav velikrat. Evo, spet se oglašam nekaj dni pozneje, vam čas leti še hitreje kot meni, ampak se imamo toliko fino, da sem skoraj pozabil povedati še kaj o avtu. Če malenkost ignoriram ta opozorilnik na mojo zbranost, ki piska vsakič, ko za dobro sekundo pogledam nekam v stran in to me malo moti, evo ga,
se mi avto zdi naravnost perfekten. Niti ene najmanjše težave ni bilo na poti, mogoče se mi je dvakrat v Bukarešti na tistih ozkih ulicah zdel mal okoren, ampak po drugi strani so mi pa ti ogromni gabariti všeč, ker na cesti deluje kar malo strašljiv in se potem ostali avtomobili držijo malo proč, da jih ta tank ne bi zadel. Porabo imamo malo na 9 litrov, vse gorske prelaze in grde podlage smo prepeljali brez najmanjše težave. Vmes smo se zapeljali tudi na eno razgledniško točko po res grdi podlagi, ker se hotel, da uživa tudi Land Cruiser. In če se mi je pred potjo zdelo, da bo preveč terenski za takšen podvig, se je odkupil s svojo enostavnostjo. Evo, zdaj nas čaka samo še obala Črnega morja, takole izgleda, zato lahko v bistvu strnem nekaj misli glede same Romunije. Če obožujete naravo, je noro zanimiva. Jaz vem, da bom sem še prišel brez otrok, da se bom lažje izgubljal v gorah in na planotah, no če bi radi potovali z družino, jo pa prav tako priporočam. Niti enkrat se nam ni zazdelo, da smo kje ogroženi, da je kje nevarno, pravzaprav so ljudje bolj odprti kot pa na primer v kakšni Albaniji. Tudi nasploh je država infrastrukturno bolj napredna. Romunija je sicer med vsemi evropskimi državami prometno še vedno na zadnjem mestu, 77 ljudi na milijon prebivalcev umre na cestah vsako leto, je pa tudi ta številka padla za 20% v zadnjih 5 letih, ker so se vozila modernizirala in pa manjka še nekaj modernizacije pri sami infrastrukturi, predvsem pri avtocestah. Mogoče še to. Prav veliko električnih avtomobilov nisem videl, sem pa videl nekaj električnih avtobusov. Evo, vsaj javni promet gre na štrom. Tudi ljudi na vozovih sem videl v bistvu dvakrat, lukenj na cestah ni nič več kot pri nas. Včasih edino računajte, da bo pot med dvema lokacijama vzela več časa, ker ni avtocestne povezave in se potem truma ljudi vali po teh normalnih cestah, zato pa potem včasih za 200 km potrebujete 4 ure. Še cene mogoče. Gorivo stane v bistvu toliko kot pri nas, prenočišče in hrana so pa 20 oziroma 30% cenejša. Njihova najbolj značilna so čorbe in jedi na žlico, pa mič, nekakšni veliki čevapi. Skratka, boste našli nekaj zase, midva s kruzarco pa šibava na pranje. Jaz v morje, ona pa v kakšno avtopralnico.